Marija Sušnik se je rodila v skromni hiši v Vitni vasi na Bizelskem, ki jo je v zadnjih letih spremenila v muzej z izjemno etnografsko zbirko in jo obogatila s publikacijo, v kateri so zbrana pričevanja domačinov, opisani razstavljeni predmeti, njihova namembnost in izdelava. K sodelovanju je znala pritegniti tako domačine kot strokovnjake. Moja življenjska pot se je začela v kmetijski šoli v Mariboru, potem sem dobila službo pri občini Brežice in sem postala referent za kmetijstvo in sodna cenilka. Po upokojitvi pa sem sodelovala s turističnim društvom Bizelsko, ki se je začelo splošno izobraževanje. Najprej zaradi tega, ker je moja stara domačija ob Vinsko-turistični cesti in sem bila zbirateljica svoj čas in potem so mi svetovali, da naj staro kmetijo oziroma staro hišo spremenimo v etnografsko zbirko in potem se je bilo treba učiti o vseh predmetih, ki sem jih dobila in jih je bilo treba opisovati in ko smo se odločili, da bo zbirka nastala, sem napisala okrožnico krajanom, mi napolnili zbirko tako, da je zdaj zbirke okrog 2000 predmetov in vse so darovali zastonj. In ko se je bila enkrat začetek dela na Vinsko-turistični cesti, potem se je začelo tudi z repnicami, to so zdaj moderne vinske kleti v pesku in te so pravzaprav odprle okno v svet. Z gospo Marijo Sušnik sva se spoznali pred dobrimi 25 leti, ko so na Bizelskem v stari osnovni šoli pripravljali razstavo starin pravzaprav in od tega je bilo največ vinogradniških predmetov. Lahko se zahvalimo gospe Sušnikovi, da s toliko število raznih predmetov zbrala in dala svojo staro hišo, da se ta dediščina ohrani. Kar se pa tiče zbirke, je pa dost tudi lepih običajev, tipičnega orodja, pribora, ki bo lahko služilo mlajšim generacijam, da bi videli, kako smo prej pravzaprav predelovali to našo vino. Pomagali smo ji vsi, kolikor smo mogli, včasih z nasvetom, včasih s kakšnim predmetom, ki se je našel še kje. Potem, ko je bila turistična cesta gotova, smo izdajali razne publikacije. Ob 100-letnici vinske trte, obnova vinogradov, o stavbni in naravni dediščini, o ptičju čebelarju in o spominkih. In vse, kar počnemo, se sproti izobražujemo tudi. Zdaj so že mladi začeli, bojo uredili spomine na izseljeništvo, potem imamo tu še naravno dediščino za obdelati. Zmeraj se nekaj najde, ko so primerni ljudje za to.